Zoran, lepo pozdravljen. Živa. Evo, današnja tema je poškodbe sploh možno preprečiti v športu. Pa kje so tiste pasti, na kere moramo paziti v tem procesu? Kaj bi rekel? Je možno preprečiti ali ne? Jaz bi rekel, da preprečiti sigurno ne, zmanjšati se pa do neke mere da, ampak ne vemo čisto točno še do katere. Tako da v bistvu tle je treba najprej narediti razliko med kontaktnimi pa nekontaktnimi poškodbami. Jaz mislim, da pri nekontaktnih se da kar nekaj narediti z nekim smiselnim progresiranim treningom moči, se pravi smiselnim splošno trenažnim procesom, da ni nekega prevelike utrujenosti, ki se nabira itd. Medtem ko pri kontaktnih poškodbah to je pa tista enostavno tistih par odstotkov, ki ne bo šlo nikoli stran, ker če ti nek 100-kilski človek na koleno prileti, pač ti pa noben ne bo pomagal, noben trening ne more pomagati. Ja, pri kontaktnih mogoče da se predvsem takrat vplivati, kadar lahko vnaprej predvidevaš situacijo, kadar se ti pa zgodi, da nekdo pristane na tebi, ga pač nisi videl, ali pa ti nekdo, ne vem, pri nogometu iz zadnje strani prileti v golen, ga spet nisi videl, je pa pač to čist druga zgodba. Tako da, ja, tukaj treba vedno razumeti ta del, da lahko, tako kot si omenil, vplivamo na to, da zmanjšamo, ampak ne v športu, ne tudi sicer v življenju, pa nikoli ne bomo mogli verjetno tega čisto preprečiti. Danes sem mislil govoriti, v bistvu sem mislil, da bi govorila skozi primer valgusa, tako imenovanega X položaja nog oziroma kolen. To je ena taka tudi zelo, bi rekel, trenutno moderna stvar v gibalni fitness industriji. Pač, če vidiš človeka, kjer mu grejo kolena malo navznoter, je to pač tako skoraj smrtni greh, katerega je treba čim prej odpraviti, ker ta človek si bo sigurno strgal sprednjo križno vez. Mogoče, zakaj je sploh do tega prišlo, kaj misliš, kaj bi tle bilo treba opozoriti, kje se v bistvu skriva nesmisel v temu? Ja, v bistvu zdaj v zadnjem času obstajata neki dve šoli razmišljanja. Ena je to, kar si omenil, se pravi kolena skozi naven, čim gre malo noter, je katastrofa, nikoli valgus nesprejemljiv, šopati elastike okrog kolen pa odmike nog delati. Druga je pa v bistvu nekateri pa pravijo, ja, saj to je čisto naravno, to glede tega ni nič treba narediti. Kar je spet, se mi zdi, da je resnica pa nekje v zlati sredini, ne. In v bistvu se pravi, res je, da to so strategije nekih vrhunskih najboljših športnikov, ampak res pa je tudi, da to v bistvu je, to izhaja iz tega, ker je to nek mehanizem za poškodbo sprednje križne vezi. Se pravi, tako, če bi mogel reči, kdaj bi zadevo popravljal, pa kdaj je zadeva kdaj bi šel recimo tako stvar popravljati pri nekomu? Tle je spet treba narediti neko razliko in v bistvu niso vsi valgusi enaki in dejansko, če imaš nekoga, ki ti v nekih najosnovnejših pogojih, recimo počep z lastno težo, rečeš, vidiš, da mu grejo kolena na noter, ga zavestno na to opomniš in še zmeraj ne more, se pravi, še vedno mu grejo kolena na noter. V tem primeru je to neka stvar, ki je najbrž rezultat neke šibkosti in bo prej ali slej vodila tudi v neko poškodbo, ker če tega ne moreš v najbolj kontroliranih pogojih, ker fitness so najbolj kontrolirani pogoji, kar jih lahko imamo, ne vem, kaj se bo s takim človekom zgodilo, ko bo zunaj mu zdrsnil malo na ledu ali pa nekaj podobnega, to bo verjetno nič dobrega. Najbrž res ne, ja. Potem na drugi strani so pa te neke strategije, recimo, če pogledamo vrhunske skakalce, recimo iz dveh nog, to so, se pravi, odbojka in pa košarka, v bistvu težko najdemo človeka, ki ne bo pri odrivu imel tega, se pravi, notranje rotacije kolka in tudi tega malo valgusa kolena navznoter, ker dejansko to je učinkovita ekscentrično-koncentrična strategija, se pravi, ti moraš fračo najprej napet, da jo lahko spustiš in ta pronacija stopala navznoter, notranja rotacija kolka, to je v bistvu ta neka prednapetost, ki se potem izkaže v dobrem skoku. Ja, sigurno, če jaz sam tudi sem v mladosti veliko preigral košarke, tudi 15 let igral košarko,
če hočeš biti dober v spremembah smeri, v skokih in vsem temu, pač prihaja do tega položaja, ker boš na ta način mogoče naredil daljši korak v stran, višje skoče in to je pač tisti ključni moment, ali boš prišel mimo igralca, ali boš dosegel koš, ali pa pač boš ostal nek povprečen igralec, ki sicer po nekih trendih se trenutno giblje idealno, ampak ni pa uspešen. In tle se mi zdi, da je ena taka zamka, ki se skriva, pa predvsem se mi zdi to tudi razumevanje, no, pa če treba imeti, da ločimo, kaj je v bistvu učinkovita strategija pri nekomu, tako kot si omenjal, pač, da v bistvu napne vse skupaj kot fračo, kaj pa dejansko je neka gibalna anomalija pri nekomu drugmu, ki jo pa ne kontrolira, ne. Se pravi, ta oseba pa prihaja v položaj, ker pa lahko pride res prej do, recimo, ne vem, zaradi nekontroliranega gibanja do, recimo, strgane sprednje križne vezi, ki je ponovadi glavni tisti faktor, zakaj je sploh do tega prišlo. Pač, če malo nazaj pogledamo v zadje, pač te stvari so se pač predvsem začele zato popravljati, ker pač s tem povečujemo možnost, recimo, raztrganine sprednje križne vezi, potem medialne, stranske vezi, pa ne nazadnje, če pride do tega tudi ponovadi kakšne poškodbe meniskosa zraven. Pač. In kadar je gibanje kontrolirano, do tega ne bo prišlo, kadar pa gibanje ni kontrolirano, takrat pa ja, dejansko, kot si rekel, nekdo, ki je že pri počepu, pade s koleni izrazito na X, pa še ena noga malo bolj kot druga, pa še ve nekaj raje bolj padla kot druga. Če je ta človek, ne vem, zgubi ravnotežje na smučkah ali pa zdrsne zunaj, je precej večje tveganje pri njem, recimo, da bo prišlo do neke take stvari. Še ena taka zadeva, ki mi je zelo zanimiva, kaj bi rekel, danes je tako, en tak trend tudi, ja, imaš kolena na X, ko delaš neke stvari, recimo, pa ne si bo to, ne glede na to, ali je to vrhunski košarka ali rekreativni športnik, ali pa ta oseba, ki so prej rekla, ki dela počep, glavni krivc je zadnjična mišica gluteus medius, ta je kriva za vse in ko bomo to natrenirali, smo rešili vse, od tistega, ki dela počep, do, ne vem, do LeBrona Jamesa, ki dela spremembo smeri in mu gre malo, recimo, koleno na X. Ja, ta gluteus medius je zdaj nek tak krivec za vse, po domače dejansko, ampak to je tako neko preveč simplistično gledanje, ker enostavno, pa tudi meni se to zdi malo arogantno, tako recimo kdaj slišiš koga joj, pa kako se te recimo najboljši športnik, najboljši košarkar na svetu, pa misliš, da boš ti njemu v bistvu povedal, kako se on more gibati, v bistvu pa je on, ti bi se mogel od njega učiti, v bistvu tle, kjer so res centimetri, stotinke pomembne, tle dejansko telo po toliko letih najde neko optimalno strategijo. In razlika je med nekom, ki je absolutno netreniran, ki v bistvu svojega telesa sploh ne obvlada, sploh ne pozna, in med nekom, ki je dejansko ga naštudiral do potankosti, in tudi enostavno se je na to navadil, skozi toliko in toliko ponovitev se telo adaptira, enostavno mi smo tak organizem, da se na vse privadimo in tle je sigurno leži razlika. Sigurno, tle se mi zdi tudi ta stvar, ki je zelo pomembna, je, ali nekdo dela nek ta počep zdaj v nekem zelo kontroliranem okolju, ker pač res mogoče pri nekem navadnem počepu, ki mi stojimo na trdni podlagi, je res mogoče glavni problem bil gluteus medius. Medtem ko, če govorimo o primeru, pa je lahko to rekreativni košarkar ali pa tudi kakšnega drugega športa ali pa vrhunski, ko je ta oseba, ne vem, na hitro spremenila smer, pretekla ven iz neke blokade in zdaj mora spet na hitro spremeniti smer, po možnosti še vmes pregreti nasprotnika, takrat pa v bistvu mi ves čas tudi iščemo ravnotežen položaj. Ker se pravi, če vemo, da bomo učinkoviti v gibanju zgolj takrat, da bomo mi v dobrem položaju, ker kadar nas vrže ven iz ravnotežja, takrat bomo pač ne rabimo niti nasprotnika, smo že sami sebe izločili iz igre. Če ga hočemo pregreti, moramo biti prvo dobro ravnoteženi in to je tudi ključ v bistvu za preprečitev poškodbe. Sej poškodba se ponavadi zgodi ne takrat, ker smo bili mi v redu v ravnoteženem položaju, ampak takrat, ker smo v bistvu izgubili ravnotežje za trenutek, ali nam je pri tem pomagal nasprotnik, ali smo pač bili sami malo nerodni, pa se je to zgodilo. In ponavadi bo to ključni moment, ne to v kakšnem položaju in kako smo se takrat nahajali. Seveda, velikrat, ko smo pa izgubili položaje, pa mogoče prišlo tudi do tega nekega še dodatnega valgusnega stresa in potem smo ga kar kot absolutno pripisali za slabega. No. Tako da, tle mogoče tudi ta neka taka velikrat zmotano, ker bi potem pa kar vse povprek popravljali in niti ne gledali nekih karakteristik pač vsem skupaj. Zdaj pa še ena taka zadeva, ki se mi zdi zelo pomembna, je tudi ta, danes pač trend na srečo napreduje, no, pač, ampak še vedno vidimo počasih to, da
nekdo trenira tako po domače povedano zelo v celofanu, se pravi, ne vem, dela vsa gibanja, ne vem, zelo v enih ravninah, počasne izvedbe, da bojo pravilne, da ne pride do nekega odstopanja pri tehniki. Potem pa vemo, da se ta oseba lahko čisto na rekreativnem nivoju ali pa na vrhunskem nivoju ukvarja še, ne vem, z nogometom, pa je mogoče to enkrat tedenska rekreacija ali pa vsakodnevni treningi, ker vemo, da nasprotnik včasih preleti proti tebi, stekel pas. In kaj bi rekel, kaj bi mogel tle še kot nujno zraven obvezno upoštevati v nekem procesu treninga? Ja, sigurno se moramo zavedati, da iz tega kontroliranega okolja se stvari ne bodo 100% prenesle na teren. In v bistvu, če mi mislimo, da bomo s tem, ko smo recimo dali neko elastiko med kolena, zato da mu jih zdaj ne vleče noter, da smo s tem rešili kaj na terenu, to je, se mi zdi, ena velika zmota, zato ker enostavno prvi trenutek, ko bo on zagledal žogo, ko se bo zapodil nasprotnik proti njemu, bo šlo to vse skozi oken. In dejansko, se pravi, v treningu moramo imeti tudi ta nek določen element kaosa, če hočemo, da se to prenese, ker enostavno premajhne hitrosti so, preveč je vse kontrolirano, da bi preveč enih faktorjev dodatnih na terenu, da bi lahko kar tako rekel, da zdaj bo pa to nekaj rešimo recimo v težarni in bo se to preneslo na teren. In tudi obratno velja, se pravi, samo zato, ker nečesa nočem videti v težarni, kot je recimo ta valgus pri počepu ali pa pronacija stopala, ko je na dnu počepa, to še ne pomeni, da je to nujno slaba stvar, ko bo on se odrinil recimo proti košu. Ja, se strinjam. Ja. Tukaj se mi zdi predvsem pomembno to, da ne zavijamo ta cel trening preveč, kot sem že prej rekel, neki celofan, ampak da imamo tudi neko ustrezno progresijo ostalih gibanj, ki so na koncu tudi vedno bolj načeloma podobna tistemu, kar se bo odvijalo na terenu. Vse mogoče so to tako malo secirane stvari, lahko še vedno na začetku, pa ne vem, pa ločeno učimo doskoke, pa skoke, pa spremembe smeri, ampak določen del priprave rekreativca ali pa vrhunskega športnika mora biti pa že tudi skozi neke malo bolj mogoče igrive zadeve, ker bo pa malo pozabil na tisto tehniko. Ne? Tako da ena taka pomembna zadeva, ki smo že ravno govorila o doskokih, pa veliko navezujejo tudi na poškodbo sprednje križne vezi in pač ostalo, ki smo prej omenjala, medialna pa meniskus, je tudi se mi zdi ta učenje doskokov. Zdaj tako imamo, tako kot velikrat opazuješ, se mi zdi tudi malo to slabo razumevanje, moramo obvezno tudi ljudi učiti potem veliko enonožnih doskokov, ker to je ključ, poškodbe se ponovadi zgodijo ravno pri doskoku na eno nogo. Kaj bi rekel, kakšen nasvet bi dal ti? Kaj je tisto ključno pri temu, da se v bistvu nauči? Ja, zdaj doskoki na eno nogo so taka dosti delikatna zadeva. Mislim, ni nič narobe v mojih očeh, če se to dela kot neko sredstvo za adaptacijo nekega tkiva, da se recimo v začetni fazi pripravljalnega obdobja, da se malo navadimo na te obremenitve. Ampak v bistvu, kar se tiče terena, je pa enonožni doskok največja neumnost, ki jo lahko naredimo in največje tveganje. Ker v bistvu imamo toliko majhno podporno površino in vso to silo hočemo stabilizirati na eni nogi, da bo prej ali slej prišlo do ene poškodbe, glih zaradi tega, ker je tako nekontrolirano, ker nas bo v zraku še nekdo porinil ali pa se bomo, ne vem, malo zarotirali in to je recept v bistvu, da pride do neke poškodbe, plus, da to so spet neki kontrolirani pogoji, ki Bog ve, kako se bojo prenesli. Tako da tle se mi zdi veliko bolj smiselno, da se nauči športnika recimo dobro padati, ker ko enkrat smo v izgubljenem položaju, je najslabše, kar lahko naredimo, da probamo ta izgubljen položaj nekako na silo rešiti, nekako nogo postaviti. Če pademo, boljš, da padeš, se malo potolčeš, kot pa da si probaš neki na eno nogo pristati, pa se ti zvije cela noga, grejo vse vezi. Tako da eno se mi zdi to učenje padcev, drugo, kjer bi se pa mogoče največ še dal narediti pri doskokih, je pa, da bi se v bistvu učili, da se čim prej pristavi druga noga. Se pravi, da tudi, če se v nekem čudnem kotu na eno nogo pristane, da enostavno čim prej še tisto drugo nogo potem postavimo na tla, da se ta sila porazdeli na enostavno toliko večjo površino. Ja, se mi zdi, da je to tak zelo moder pogled na vse skupaj, ker
če samo pogledamo, da je glavni faktor pač enonožni doskok in zdaj probamo pač mi ta enonožni doskok nekako natrenirati v neko perfekcijo, bo ta oseba še vedno uporabljala enonožni doskok kot primarno sredstvo pri doskokih in ne moramo ga toliko dobro natrenirati, ker lahko zadevo poenostavimo, če naredimo mogoče en korak malo v drugo smer, pa rečemo, zakaj pa ne bi ta oseba rajš sonožno doskakovala. Sej ne bo se vedno išlo, pač tako, kot si omenil. Velikokrat se bo zgodilo, da bo prišla ena noga prej v stik s tlemi, kot druga, ampak ja, cilj je, da čim prej razporedimo težo na eno in drugo nogo, da se v bistvu tudi telo potem ustrezno pozicionira in na ta način bomo v bistvu preprečili. Včasih pa tako, kot si rekel, pač enostavno se zgodi, ker smo se izogibali kontaktu ali pa prišlo do kontakta, da nas odnese v tak položaj, ker ni rešitve in takrat je pa predvsem važno to, da znamo padati, se pravi, da mogoče ne pristanemo ravno na preveč čvrsto togo nogo, ampak da v bistvu v pravem času popustimo napetost, potem pa gre za neke strategije, ali bomo zdaj prek podlahti, pač to so pač čist tehnike pacov, kako bomo razporedili, pač malo se bomo sicer verjetno raztolkali po tleh, ampak ne bomo pa strgali sprednje križne vezi v tem primeru, ker je pač konec koncev tudi bilo potem uspešno. Zelo podobna strategija velja tudi recimo za zvin gležnja. Pač, če gotovo se spomnite sami pri sebi, se vam sigurno zgodil, da vam je kdaj zvrnil gležen, pa ni bilo nobenih posledic, spet drugič ste ga pa pač recimo konkretno zvili. Takrat, kadar ni bilo posledic, ste pa na ta pravi čas popustili napetost, prenesli težo na drugo nogo ali pa mogoče tudi padli po tleh, ker ste pač klecnili, medtem ko takrat, ko ste ga pa konkretno zvili, ste pa imeli nogo malo bolj togo, vso težo ste prenesli na to nogo ali pa pač večino teže in takrat je prišlo do malo večje poškodbe. Tako da se mi zdi, ta element tak ključen, kako zminimalizirati lahko poškodbe. Sploh, če vemo, še ta element je tudi pomemben, če vemo, da se večina poškodb zgodi tam nekih tik potem, ko pristanemo na tla. Če takrat uporabimo učinkovit gibalni vzorc, dejansko lahko to preprečimo. Če smo pa to naredili prepozen, smo pa v bistvu zamudili ta vlak. Nekaj si šlo tudi dodati. Hotel sem dodati še to, v bistvu, da moramo tle malo tudi to svoje gledanje na te doskoke malo spremeniti. Se pravi, ta neka standardno, klasično gledanje je, da so doskoki neka absorpcija sile. In ti tudi največkrat se opravičuje te trening nekih globinskih doskokov, da se učimo absorbirati silo. Ampak v bistvu, če pa pogledamo te neenakomerne, te najbolj rizične doskoke, pa pri temu ne gre največkrat za absorpcijo sile, ker mi se ne trudimo takrat pristati in obstati na mestu, ampak gre za neko izogibanje sile. Se pravi, v bistvu spomnim se posnetka, lani se mi zdi, da je Cristiano Ronaldo dal en gol z glavo, ki je grozen visok skočil in to je bilo tudi po vseh socialnih omrežjih, so bili te posnetki, ampak mene je zelo fasciniral tisti njegov pristank, ker se enostavno ovil okrog tiste stojne noge in dejansko ni niti malo probal na kakršenkoli način tega na trdo pristati, ampak je dejansko se samo ovil okrog, z rokami šel na tla in v bistvu padel, ampak ni mu bilo nič, pa gol je dal in to se mi zdi. Ja, to je tudi tak ključen moment, se pravi, nam ni cilj, da bomo v tistem danem trenutku, ko pristajamo zdaj, obstali na tleh kot cementirani, ampak v bistvu ali bomo šli potem v nek padec, v preval, ali bomo stekli naprej, v bistvu bomo razporedili vse to. Pač to je tudi ena taka strategija. In to v bistvu vse to lahko vključuje se zelo lepo v trening, se pravi, skozi neke elemente, kjer nekdo recimo dela nek skok, potiskanjem in podobno, takrat prihajajo v tem tudi ljudje v tako nepredvidljivo situacijo, ker morajo tudi razviti zdaj ustrezne gibalne programe, da se bojo ustrezno odzvali, ker s tem ga ne pripravljaš na neke vnaprej predpisane scenarije, ampak na to, da se bo on v bistvu znal pripraviti na to. Zdaj pa še čist za konec, še enkrat, že na začetku sva govorila... Mogoče bi sam sem še hotel nekaj povedati. Se pravi, všeč mi je bilo prej, ko si rekel ta element igre. To se mi zdi zelo pomembno in to se mi zdi tudi ta nek most med kontroliranimi pogoji v težarne, fitnessa in pa tem kaosom na terenu. Ker čim dejansko ti dodaš neko igro, prisiliš človeka, da se sam organizira, da enostavno išče neke rešitve, gibalne rešitve, hkrati pa odvzameš tisti element kontroliranega okolja in potem dejansko to so neke stvari, ki so že toliko podobne dejanskemu športu, da lahko imajo nek efekt, pa še tudi za športnika so mentalno zelo stimulativne in tudi veliko bolj zabavne.
Ja, se strinjam, tukaj je sigurno en tak element, ki pride prav tako pri rekreativni populaciji, ki se vrača v športne aktivnosti kot profesionalni, mogoče pride ta zadeva manj prav pri nikomu, ki pač, ne vem, je njegova edina aktivnost, da gre dnevno na avtobus peš, pa za vikend malo poravna se sprehodati, ampak pri vseh tistih, ki so pa gibalno bolj dejavni, pa sigurno je pomemben element. Ja, tole sem hotel še za konec, se pravi, da še enkrat poudarva, da ne bo prihajalo do nekih zmot pri teh skokih in podobno. Se pravi, rekla sva, učinkovita strategija skoka ne bi izgledala kako? Ja, v bistvu to je zelo odvisen od načina skoka, se pravi z eno nogo, na dve nogi, koliko imamo časa, koliko imamo prostora, ampak recimo, če pogledamo neke skoke na dve nogi brez omejitev, lep primer tega je recimo zabijanje v košarki ali pa tudi odbojka, kjer imamo načeloma dosti prostora, dosti časa, je dejansko ta, se pravi, ravno ta notranja rotacija kolka, pronacija stopala, ker s tem v bistvu, tako kot sem že prej rekel, to je ta elastična strategija, ki jo uporabljaš in dejansko ti, če bi probal skočiti iz dveh nog, z nekim zaletom, pa da bi noge imel naravnost, bi šlo ogromno stresa čez tvoje koleno in bi prej ali slej imel težave ali s pogačico, ali z patelarnim ligamentom. Enostavno vidimo, to lahko pogledate kogarkoli, najboljše skakalce, stavim skoraj, da ne bo nobenega, ki ne bi imel te notranje rotacije. No? Ja, ker se v bistvu gre za to strategijo. Najprej moraš zelo hitro zavreti, pač, se pravi, z nekega gibanja po domače vedno zabremzati in zdaj to potem pretvoriti v čim bolj elastično gibanje, da potem sprovedeš v nek skok ali spremembo smeri in tako, kot si omenil, če pogledamo, ne vem, zelo dober primer je tega, če pač ne verjamete nama na besedo, pogledajte kakšno zabijanje od Michaela Jordana, pač velja za enega najboljših in najbolj eksplozivnih košarkarjev, ali pa skok šut njegov, pač kolena ne boste skoraj najdel primera, da niso bili v valgusu, izvede to zelo lepo, z dobro strategijo in tudi po eni strani je bilo to varno, ker on pač v svoji karieri pa je igral do 40 leta, ni imel pač nekih resnejših poškodb, kar se tiče recimo, ne vem, strgane vezi ali pa kaj podobno. Ja, imel je v kasnejših letih je imel malo tendinitisa, neuropatije, ampak kar se tiče nekih akutnih vezi, poškodb vezi, pa ni bilo. Ja. Ok, evo, verjamem, da vam bodo tele informacije prišle prav, mislim, da sva z Zoranom kar dobro razdelala to, kdaj se poškodbe da preprečiti, kdaj pač ne, pa tudi mogoče kako je s tem trendom kolena na X, ja, ne, kdaj ne, da ni edina rešitev, pač elastika, tako je rekel Zoran, pa pumpanje do nemoglosti zunanjih rotacij. Tako da, evo, hvala vam za pozornost, pa se vidimo, oziroma slišimo v kakšnem naslednjem pogovoru. Hvala. Čau.